Zaupam v vaše delo in prepričan sem, da bomo svoje poslanstvo še naprej izvajali tako uspešno, kot smo ga doslej. Od vseh pripadic in pripadnikov pričakujem in zahtevam, da boste tudi v prihodnje nadaljevali s profesionalnim odnosom do izvrševanja nalog. Od vas, poveljniki, pa zahtevam, da izgradite kolektive, ki bodo sestavljeni iz visoko izurjenih, usposobljenih in motiviranih pripadnikov, kot so bili fanti, ki so pred 96 leti poleteli na svoj prvi bojni polet. Prav je, da vas na tem mestu seznanim tudi s tem, da bomo v Slovenski vojski tudi letos dopolnjevali naše vrste. Verjamem, da boste tudi novim sodelavcem, ki se vam bodo pridružili v tem letu, prenesli pozitivna sporočila današnjega dne. Spoštovani pripadnici in pripadniki vojaškega letalstva, ob vašem prazniku vam iskreno čestitam. Verjamem, da boste znali ohraniti vse, kar ste s trudom zgradili. Imate vso potrebno hrabrost, znanje in izkušnje, zato verjamem, da boste na vaši poti uspešni tudi naprej. Hvala. 2015 rekel tako, naloge so vsako leto precej podobne. To je tisto, kar je osnova, se pravi zaščita zračnega prostora, varovanje zračnega prostora v sodelovanju z zavezniki iz NATO, kjer zagotavljamo suverenost Republike Slovenije v zračnem prostoru. Potem je tukaj podpora enotam Slovenske vojske, sodelovanje v mednarodnih operacijah v KFOR-ju in pa vsekakor sodelovanje v sistemu varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prvi pogoj za zaposlitev pilota je nekako pogoj vpis na fakulteto za strojništvo. Na to se pa potem tekom let razpišejo štipendije, se pravi smer letalstvo. Na to pa se nadaljuje preko usposabljanja v Vipavi, kasneje šole za častnike, vsi piloti smo namreč tudi častniki. Na to pa se nadaljuje v enotah 15. polka. Predvsem je treba biti vztrajen, osredotočen na tiste svoje cilje, ki smo se jih zastavili, potem je pa vse mogoče.